Zahvalimo se Gospodu za obilne sadove in za številne izzive v teh letih. To povabilo je papež Frančišek namenil udeležencem plenarnega zasedanja Papeškega sveta za laike, ki se odvija od 16. do 18. junija. Ko jih je sprejel audienco 17. junija, je spomnil, da njihovo tokratno srečanje nosi poseben značaj. Že pred časom je papež namreč naznanil, da bo Papeški svet za laike prevzel novo pobudo. Gre torej za zaključek ene pomembne in odprtje neke druge etape za ta dikasterij rimske kurije, ki je spremljal življenje, dozorevanje in preoblikovanje katoliškega laikata od drugega vatikanskega koncila do danes. Papež je v nagovoru poudaril, da je v tem posebnem zgodovinskem trenutku in v kontekstu jubileja usmiljenja Cerkev poklicana vse bolj se zavedati, da je očetova hiša, v kateri je prostor za vsakega z njegovimi težavami in grešnim življenjem. Potrebujemo dobro formirane laike, ki jih poživlja pristna in čista vera, katerih življenja se je dotaknilo osebno in usmiljeno srečanje z ljubeznijo Jezusa Kristusa, je poudaril zbranim papež Frančišek in nadaljeval. Abbiamo bisogno dei laici. Potrebujemo laike, ki bi tvegali, ki bi si umazali roke, ki se ne bi bali zmotiti se, ki bi šli naprej. Che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti. Abbiamo bisogno dei laici con visione di futuro. Potrebujemo laike s pogledom v prihodnost, ki niso zaprti v malenkosti življenja. E vengo di dirlo ai giovani. Abbiamo bisogno dei laici. Potrebujemo laike s priokusom življenjske izkušnje, ki jih razodnemajo sanje. Danes je trenutek, v katerem mladi potrebujejo sanje starostnikov. Treba jih je spodbuditi, da bi sanjali, da bi imeli sanje, sposobnost sanjati in da bi nam dali moč novih apostolskih vizij. Dei sogni degli anziani. In questa cultura dello scarto non abituamoci a scartare gli anziani. Spingemoli loro, spingemo. Je poudaril papež Frančišek in ob koncu izrekel še spodbudo, da bi se s krotkostjo in ponižnostjo odprli za božje novosti, ki nas presenečajo in nas presegajo, a nas nikoli ne razočarajo, kakor je storila Marija, naša mati in učiteljica v veri.